Živjo, kako si? V redu, hvala. To je zgodna ura zate? Rada zgodaj vstajaš? Ja, malo, ampak ni problem. Ni pa težko. Imam hčerko, tako zbudila vsak dan zgodaj. Tako mlade mamice ste vajene zgodaj vstajati. Hana ima nov spot? Imam. Zelo je lep. Ja, hvala lepa. A si videla? Sem videla. In snimali ste ga samo koliko? Malo časa, ne? Ja, malo časa in ne velike budžet, ampak Niko Karo, Maja Slavec je direktorica in Niko Kara tudi in dobra ekipa, Sanja ekipa. Sanjska ekipa, tako 2 dni ste snimali, 3 krasni fantje. 4, koliko plesalcev? Ja, 3 plesalce in 2 manekenke. In 5 lepih oblek, se ne vem, če sem prav štela. Koliko imidžev? Ja, seveda. No, Hana, tudi tvoj nastop bo zelo vizualen, ne? It's going to be a very visual performance, probably. Yes. Hočemo nekaj tazga dramatična, ampak ne velika kič, kiči, something with impact, drama, passion. Torej, Hana že pripravlja seveda svoj nastop, ki bo nekaj posebnega, ne, pravi ne preveč kič, kot si rekla, ampak zelo mednarodna ekipa bo tudi na Evrovizijskem odru, namreč 14. maj je tvoj dan, 3. boš nastopila z mednarodno ekipo, slišim back vokalistke, spremljevalni vokali bodo iz Danske, ne? Ja, Danske. Ker, the backgrounds, back vocal, not very much, like mal back vocal, ja, in velika denarja za, back vokalista in so tako, we thought, okay. Tako, v tej pesmi je zelo malo v bistvu spremljevalnih vokalov, zato ste se odločili, da boste kar tam. Yeah, it's not a big important part and they won't even be on the stage, really, on camera, so we thought we would just get them there. Spremljevalni vokal tej pesmi ni tako pomemben, tako da jih niti ne bomo videli na odru, bomo videli pa Hano. Tudi koreografija bo lepa, se že pripravljate. Anže Škrube iz Maestro in 3 predstavce iz Maestro Crew. Hana, ti si pravzaprav odraščala v Združenih državah. Tule v Evropi smo otroci vedno radi gledali Evrovizijo, tudi zato, ker smo malo dlje lahko bili po konci, ne? Ali pa olimpijske igre so tudi bile take. Kaj pa pri vas v LA-ju? Kdaj ste lahko malo ponočevali kot otroci? Mogoče samo Grammys ali Oscars. Bejzbol? Ja, ne, za meni ne. Ne, bejzbol se vedno tako vleče. Mogoče basketbol, ampak bejzbol mi je všeč. Ampak Oscar Grammy je super. V Ameriki tudi poznate Eurosong, kljub temu, da je to evropska zadeva, ampak je kar nekaj oboževalcev tudi v Združenih državah te prireditve. Si poznala Eurovision Song Contest v Ameriki? Ne vse, ampak I knew, about it, and it's quite popular. But it's not broadcast. Spravi, seveda ni prenosov Eurovizije v Združenih državah, ampak vendarle tudi poznajo to, ne, verjetno tudi klubi oboževalcev so Eurosonga v Ameriki. I heard about it before. I was, I thought, I knew from ABBA in Katarina in the Waves and Celine Dion. But when I moved here, I saw how really big this festival is. Torej, Hana je že v Združenih državah slišala si za Eurosong, predvsem za te velike uspešnice, ne, od ABBE do Katarine and the Waves, ampak ko se je preselila v Slovenijo, šele dojela, kako velika stvar je to. Tudi Slovenci smo kar resno vzamemo, kdo nas zastopa in kako se uvrstimo. Hana, zdaj prva taka lepa preizkušnja te čaka že v Amsterdamu, kmalu odpotuješ? Ja, 2 tedna gremo v Amsterdamu in Amsterdam in koncert. Imam nastop in bo je super, komaj čakam. Navijamo zate, torej klub oboževalcev organizira to prireditev v Amsterdamu, kamor se odpravljaš čez 2 tedna, tebi pa vse dobro, zagotovo te še vidimo. Srečno. Hvala lepa.